zbrani, dober večer. Pomemben del vsakdana v knjižnici so razstave. Njihov cilj je umetniške in druge predmete ter vsebine postaviti na ogled našim članom in uporabnikom. Potihoma smo si v naših prostorih želeli gostiti tudi razstavo umetnin nocojšnje gostje Sabine Dobršek-Matkovič. In veseli smo, da danes to skupaj tudi uresničujemo. Sabina, povodoma nam bo še pogovor s prijateljico Mirko Krošelj, predstavila svojo umetniško pot in spregovorila o tem, kako si postala diplomantka na Milan Art inštitutu. Dala nam bo še pogled v svojo pot ustvarjanja, po svoj način dela in tudi življenja. Kasneje pa si bomo v sosednjem prostoru na strokovnem oddelku knjižnice skupaj ogledali razstavo slik in srebrnega nakita s polgradimi kamni. Slednji nam bodo na to v zbiralnem času knjižnice družbo delali še ves mesec. Najprej bomo torej prisluhnili vama, na to pa še umetnino. Izvolite. Sabina, poznava se že kar 17 let in odkar pomnim ustvarjaš. Tudi sama sem del tvoje zgodbe in te redno spremljam, uživam v tvojih kreacijah. Prosim te, da se še sama malo predstaviš in poveš, kaj vse je že nastalo pod tvojimi rokami mentorstvom v teh letih. Ja, kar nekaj tega, ne, sej štejem že nekaj let, ampak dejansko po izobrazbi sem socialna pedagoginja, ampak po duši sem pa, bom rekla, ustvarjalka, plesalka, slikarka, grafika. Dejansko v šoli, ko sem naredila veliko gledaliških predstav, spogledovala sem se z umetnostjo ličenja, potem nakit, srebrni nakit me je pred leti poklical, sedaj sem pa zelo padla v slikarstvo. Naprej v vitrini, ko si bomo lahko pogledali, je razstavljen tvoj nakit. Po tem te tudi marsikdo pozna. Kako dolgo je že to tvoja strast? Jaz mislim, da teče na 7-8 leto, odkar sem začela z izdelavom nakita in to je prišlo tako. Res prišlo, no? Vmes sem bila ravno na masaži pri moji prijateljici in energetski terapevtki in vmes sem rekla, Simona, jaz bom pa nakit delala. In potem sem šla na tečaj, 1, 2, 3 in sem začela oblikovati nakit. In sem padla noter, kristali so mi potegnili in potem sem sam razvijala to. Pa dejansko, ne, odziv je bil pozitiven in bolj kot večji, kot je bil odziv, več veselja sem ga ustvarjala. Ja. Res, ne moram pozabiti tvoje zadnje predstave, ki si jo napisala Mati Kaja. Vsem nam je prišla do živega, kako pomembno je sobivanje narave z ljudmi. In ali je tudi to bil en izmed navdihov za tvoje slikanje zdaj narave, živalskega sveta? Pa v bistvu se mi zdi, no, da sem že od nekaj povezana bila z naravo, ne? Kot otrok, nekako sem imela ta občutek skrbi, da moramo skrbeti za naravo. Se spomnim, ko sem bila v osnovni šoli, sem naredila akcijo med otroci, pa smo šli, pa smo smeti pobirali tam v Krškem, ne? Tako da se mi zdi, da je to v meni, da je del mene, da moramo skrbeti za naravo in ja, dejansko je en velik del moje razstave, tokratne, tudi so živali in en del je prav posvečen ogroženim vrstam. Pa ker si omenjala Mati Gajo, recimo v meni slika moje grile, da ste videli spominjala dejansko na Mati Gajo, no? Pa mogoče še razložim zakaj, zato ker se mi zdi, da džungla kot osrčje neke narave, neokrnjene, ker ni stopil človek, pa je uničil, pa hkrati gorila potem varuh te narave, pa hkrati gorila zato, ker so gorile nekako družinski ljudje. Hkrati so močne, ampak so pa zelo skrbili za svoje otroke. En za drugega, za družino, ja. Kako si se izoblikovala kot umetnica? Si imela kakšne formalne umetniške izobraževanja, izkušnje ali si bolj samouk? Sprva sem bila samouk, seveda, ja. Potem pa sem se zavedala, da sama ne bom mogla recimo doseči tega, kar želim, ali pa še veliko dosegati. In sem recimo, kar se tiče nakita sem rekla, sem šla na nekaj izobraževanj,
Tudi ko sem postavljala kakšne gledališke predstave, sem vedno šla nekako izobraževanje, ker sem večkrat perfekcionist je v meni, da želim tisto, kar želim narediti dobro. No? In enako je bilo potem to slikarska pot moja. Sprva sem tudi online tutoriale gledala, potem sem šla na en tečaj v Ljubljano, potem sem pa našla Milana Art Institut in sem se vpisala na eno letno šolanje. No? Ki sem ga že ravno kar zaključila. Ja. Kako izgleda tvoj ustvarjalni proces? Zaupaj nam, imaš kakšne posebne rituale, rutine, preden začneš slikati? To v bistvu imam, ja, velikokrat, ampak ni vedno enako. Velikokrat si prižgem kakšno dišavo, oziroma tudi šečo palčko, s Pavlo Santolesom očistim prostor sebe, pogosto si prižgem to meditativno glasbo. V prihodu ste jo slišali, ena izmed teh je pogosto del moje programe. Sem pa že velikokrat tudi plesala in pela, ko sem slikala. No? Tudi to je vedno rutina. Bistvo pa je, se mi zdi tako, da se povežem s seboj. Za dansko, ja. Kje črpaš navdih za vse te svoje slike? Ne vem, pride. Dejansko, ja, pride. Ideje, toliko jih je, da se mi zdi, če bi bile dve Sabrine, pa še bi lahko bile pride. Vse je na plano. Ja, vedno jih je. Vedno nekako. Ni neke... Ideje so v zraku in pridejo do mene in jaz si jih želim uresničiti. Kako bi popisala svoj slikarski slog? Definitivno mešana tehnika in mogoče da pojasnim zakaj. Tekom šolanja, ko smo bili, smo raziskovali tudi svoj stil, svoj način dela, pa tudi samega sebe. In spoznavaš, kakšen tip način dela ti ustreza. Recimo meni osebno, jaz občudujem tiste, ki delajo zelo natančno, veliko časa vložijo v eno sliko, ampak jaz tega ne morem, ker to nisem jaz. Jaz sem energična, rada delam več stvari naenkrat, tako da pogosto delam 3-4 slike naenkrat po svojih, ker se mi mora veliko dogajati. Rada imam recimo en del, da je realističen, en del, da je abstrakten, da lahko jaz izrazim to svojo domišljijo, kreativnost, da se vidi poteza čopiča, da je večkrat tako po svoje, po moje, my way. Zato je tudi naslov te razstave my way, moj način neke interpretacije nečesa. No? Mešana tehnika. Definitivno zaključim pa vedno z oljnimi barvami, ker dajo tisto globino sliki. No? Katera je tvoja najljubša slika, ki si ustvarila za sedaj? To je pa zelo težko določiti. No, recimo, o gorili sem že rekla, sem govorila, tako da tam je ljuba zaradi sporočilnosti. Ljuba mi je tudi slika tigra, zato ker mi je tiger ena taka mogočna žival, izraža neko moč, hkrati pa je muca, nacrtljiva, ima tisto mehkovo vse, ne glede na to, da je mogočen. Pa mogoče ta zadnja, oziroma predzadnja orel. Zakaj? Zato, ker ima toliko simbolike noter. Jaz si predstavljam, mogoče ima grdi pogled za koga, ampak meni ta njegov pogled predstavlja neko odločnost, nek fokus, neko jasnost. Krila, mislim, orel leti visoko, poznamo tisto zgodbo z vrano, ker leti toliko visoko, da ga vrana kljuva, da on dejansko pa vrana odide, ker ne more več višine, on jo pa ima in leta visoko in leti ima pogled potem vse navzdol, v tisti svoji notranji moči in veličini, hkrati pa na moji sliki so njegova krila del že v zadnja, skratka, nima kril realističnih, ampak so že nekako se stapljajo z okolico in se mi zdi to, da zmore to veličino, to velikost in hkrati tako globoko in visoko gre, da postane del okolice. Tak, recimo, to je moja interpretacija, te slike in je zaradi tega ljuba. No? In hkrati se mi zdi, da sem našla en stil spet nov v izraženju, ki ga bom zagotovo še uporabila naprej. Odlično. Kaj tebi umetnost pomeni na posebnosti ravni? Veliko. Dejansko mi je to, da je nekaj lepo, mi zelo veliko pomeni. Vemo pa, da je pač, kaj je lepo, je zelo subjektivno. Eno je to lepo, drugo je to je čisto prav tako.
ne? Imamo različni okus, ki se tudi spreminja, ne? Ampak da je nekaj lepega, že recimo oblačilo, videz, urejenost prostora, to mi vse veliko pomeni, no? Zato mogoče tudi skrbi, da sem vedno nekako urejena, ker mi je to nekako pomembno. Se ti zdi, da si tudi sama osebnostno rasla, da si slikala? Ja, definitivno. Vsaka slika mi je nekaj dala. Še posebej takrat, ko mi ni šlo, ko sem mogla preko teh svojih ovir, ne, ko ti ne gre, pa ne zmoreš, pa ne gre, pa nekako moja trma ali vztrajnost, ne, s temu rečem, da sem šla tudi preko tega, ko imaš v začetku, ko hodiš te korake, imaš občutek, pa kaj se jaz podrem, pa kdo pa jaz sem, pa kaj pa misliš, da zdaj pri teh letih si se tega lotila, ne, vse to pride. In dejansko, ko greš preko tega, rasteš, ne, in bolj zaupaš vase, no. In si zadovoljna zdaj, ne, ko pogledaš nazaj? Ja, sem. Kak si napredovala in kaj vse si uspela že narediti, ne? Ja, sem dejansko sem zmorem stati zdaj tukaj pred vami na odru, no, toliko. Še vedno vem, da so koraki, mnogo jih je, ki jih še moram narediti, ali pa se izpopolniti, kar se tehnike tiče, ampak sem pa toliko, da zmorem biti tukaj, da sem jaz to, kar sem, no, in pokažem vam, kar sem naredila po stvarja. Se tvoje osebne izkušnje v življenju odražajo v tvojih slikah? Ja, zagotovo. Tudi sporočilnosti, ki so, ne, so del mene, ne. Se nekako ne moreš sebe ločiti od svojih del, pa tega, kar si, ne. Ko se pojaviš nekje, daš sebe zraven, ne. Dejansko je v mojih slikah in sporočilih del mene, no, in moja zgodba. Kakšna je bila tvoja prva razstava? Se še spomniš? Ja, spomnim se. Bila je zopet, da bom merila Simono. Jaz rečem njej, da je moj, takrat na prvi razstavi sem mi rekla, da je moj veter, mislim, da je veter pod mojimi krili. Zakaj? Ker mi je omogočila to prvo razstavo, ko sem bila pred leti, ko sem res delala prve korake, nerodne, vse vemo, vse, kar začneš, nekako nisi še spreten. Ampak ona je videla v meni nekaj več, ne? In hvala ti, no, za to. Pa ne samo ona, marsikdo je videl. In recimo, ravno zaradi tega sem lahko danes tukaj, ker so ljudje okoli meni zaupali in mi verjeli in ne nazadnje kupili moje izdelke in moje slike že takrat, ko niso bile, ne vem, še tako dovršene, ne, recimo, kot so zdaj, pa še vedno čez kakaj velike veliko spet zaupili drugačne, ampak se spomnim, ja. Ampak ni bilo prijetno, zelo rušno. Kako si nadaljevala? Se malo še opiši. Začela si tam, potem si naredila še kakšno razstavo? Ja, bila je potem še ena, zopet pri otvoritvi enega salona pri moji drugi kolegici. Ja, so me tako podpirala, res, ko vidiš, kot te okolica podpira. No, potem je bila ta na Grajskem dvorišču 4 leta nazaj, ki je bila res taka ena posebna razstava, kjer sem razstavljala serijo Ples življenja skozi 4 elemente, kjer je res tako na posebni tehniki, 4 mislim, so bile plesavke in sem obeležila jih skozi 4 elemente, voda, zrak, zemlja, ogenj, in so spet nosila neka sporočila in so bile tako zelo dobro sprejeta, ker sem jih potem natisnila na majčke, na šalčke in je bilo tako tak bum je bil, no. Projekt. Ja, dejansko. Kako se povezuješ z občinstvom skozi svoje delo? Ali kreacija občinstva pomembno vpliva na tvoje delo? V bistvu, tako, prvo, kar je, ne, ko slikam, vse v prvi vrsti slikam zato, ker sem jaz pa napolnjena. Mislim, ko mi kdo reče, ki imaš čas, ki imaš energijo, to so moje baterije, tam se jaz spomnim, ne. In mi je že to samo po sebi tako zadovoljstvo, da mi je to res moja duša polna, no. Ampak hkrati, ko pa sem človek, ne, ko vidiš odzive drugih, ti zagotovo da še več vetra kot tvojim krili, no. In zagotovo mi to pomeni, ne. Da ljudje vidijo, me spodbudijo, me pohvalijo, mi dajo občutek, da začutijo moja dela. Ja. To dobiš izzive, ne, najbrž, če zmoreš, ne? Ja, ampak jih vedno sprejmem, zato ker rečem, če mi pa ta zaupa to, da če on verjame vame, res takim, čeprav recimo, ko mi kdo reče, mi boš to naslikala, znam jaz to narediti, ne? Vedno pomislim tako, ampak si potem mislim, če mi nekdo zaupa, da jaz bi znala to narediti, a pa bom pa še znala. Čeprav še ne vem kako, ne? Ja. Tisti, ki te sprejme
spremljamo na družabnih omrežjih, smo sledili tvoj poti učenja. Ni šlo vedno po začrtani poti, a všeč mi bilo, da si delila tudi to plat zgodbe. Malo nam opiši. Ja, to je tisto, kar sem rekla na začetku, ne? Da ko delaš prve korake, zagotovo niso super. In delaš napake in se učiš iz napak. Ko sem se upisala eno leto nazaj na ta študij, dejansko nisem niti pričakovala ali pa nisem predvidevala, da bom delila to svojo pot. Zato, ker sem bila jaz vse mogoče delujem samozavestna, ampak kot slikarka, rekla, zdaj si lahko rečem slikarka, takrat sploh ne. Se nisem čutila samozavestno sploh, ne, in sem se prej skrila, ko pokazala, čeprav mogoče me zamisli, mogoče ni bilo tako, ampak nekako sem začela deliti, zato ker sem želela pokazati, da če imaš željo, če imaš voljo, pa tudi če ni vse popolno, kar narediš, je pomembno, da vztrajaš in da hodiš po tej poti. In zato sem tudi včasih objavila, pač to mi ni ratalo, so to dve slike, recimo, s tem namenom, tudi tam, ki so delničnega procesa bile, ki jih bi danes naredila zagotovo drugače, ampak še vedno, ne. Zato rečem, vedno, kada sem tudi objavila, da sem imela socialna mreža, sem vedno napisala, kako zmorem v tem trenutku najbolje. Ja. In to se mi zdi pomembno, ne glede na to, kaj počnemo, ne, da damo svoj trud, vložimo in naredimo pač po svojih najboljših močeh. Danes tako, čez eno leto drugače. Pač tako je moja volila, no? In recimo to, kar boste gledali, to tako ni, tak znam najbolje narediti. Mislim, tako bolje, mogoče da je drugič. Prihodnosti. Odlično. Ves čas je objavljala nove slike. Videti je bilo, kot da si samo doma in slikaš, a vendar vem, da ni bilo tako, ne? Ker smo te videvali tudi v šoli. Povej nam, kako ti je uspelo narediti toliko risb, toliko slik po tako kratkem času? Ja, v bistvu zagotovo je en del mojega karakterja, ko se jaz nekaj odločim, da bom speljala, se tega držim. Ne? In imeli smo zelo časovnice določene, ne? In naloge. In jaz sem se kar krepko držala. Recimo, ko smo se učili ene tehnike, je bilo rečeno, največ 2 ure delaš to, ne? In če se nisi tega držal, se zgubil v času, recimo, ne? Ali pa ta sliko dole delaš največ 3 ure, ne? In sem se iz tega res držala in tudi če kdaj nisi bil zadovoljen s tistim rezultatom, ne? Pa bi ga kar še pilo, bi se pa zgubil v perfekciji tistega, ampak jaz sem pa želela, sem rekla, ok, to je vse proces učenja, tako sem ga vzela in sem rekla, ok, to če ni čista slika popolna, gremo naprej, gremo na naslednjo nalogo. Jaz sem na ta način delala in sem sledila tempu, pa res sem bila odločena, da bom to naredila, je pa res, da marsikaj sem mogla dati na stran, ne. Tako da odbojkaši moji nisem mogla biti zraven, ne. Ene stvari sem pač, ne, mogoče televizije tudi je bilo manj, je bilo pa naporno, na trenutke, bom rekla, zelo časovno, ne, energijsko, ne, ker tudi imaš družino, imaš vse in včasih je šlo težko, ampak jaz sem imela res fokus, pa to, kar sem rekla, mene to polni, ne, ni me praznila, ne. Čeprav sem imela osebno izzive v tem, no. Tako, pa tudi podporo družine, imaš dejavno. Ja. Kako pomembno se ti zdi, da umetnost prenaša sporočilo in čustva? V bistvu zelo. Zato, ker recimo, no, to nisem omenila, pa mogoče bi, ko sem začela slikati, to je bilo, sicer sem jaz to slikala že kot otrok, vedno sem risala s čopičem na roke, in potem pod življenje popelje drugam. Potem, ko smo se 11 let nazaj preselili hišo, jaz sem pa vedno govorila, da bi slikala, ko bom v penziji, ker nimam časa drugače. In ko mož prinesel pladno, pa je rekel, zdaj pa začni, ne. Zato, ker sem za novo hišo sem se kupila sliko na steni in se to lahko jaz tudi naredila, ne. No in potem sem začela, ampak so se mi zdele slike mrtve. In za najprej želim delati žive slike, pa slike, ki nekaj pomenijo, ne samo, da so nek dekor v prostoru. Potem sem šla na izobraževanje, tudi energijskih slik, pa je enkrat, pa drugič, ker sem želela, da so žive. Želela sem, da nekaj sporočajo, da vdajo neko pozitivno energijo in se mi zdi, da to je pomembno, da vzbudijo neka čustva. Ne samo en predmet, ki ga imaš tam za dekor, ampak dejansko, da ti nekaj pomeni, da nekaj v tebi prebudi, nekaj pozitivnega, nekaj dobrega. In se mi zdi, da če gremo v to smer, da lahko in umetnost to spreminja, pa vpliva na to, ja, smo veliko naredili. Ja. Kako ti uspe ohraniti svežino, inovativnost pri svojem delu? S
čim to ohranjaš? V bistvu, taka sem, no, kaj ne rečem. Je to narava? Kaj te še pomagalo? Vem, da imaš tudi kuška, muco doma, tako da najbrž to okolje pozitivno znate vpliva. Ja, ampak nimam nič. Dejansko že to, da se jaz lotim slikanja in da gremo v ta proces, je meni, ne vem, to je to. Tvoj svet, ne? To je to, ja. To, v bistvu, takrat, enkrat sem rekla, pred leti, ko sem začela slikati, sem rekla, ko pleše moja duša pleše, ko slika moja duša cveti. To, mogoče to. In to sem jaz. Ko slikam sem jaz. Mogoče. Se lahko jaz najbolj izražam. Mogoče to. Tvoj svet. Katere teme najpogosteje raziskuješ v svoji umetnosti? No, en del zagotovo so bile sedaj živali, predtem so bile tudi ženske, to opolnomočenje žensk, ne, ko sem govorila o plesalkah, ki so imela svoja sporočila, ne, recimo ena je bila, ne, ko padem se znova poberem, ali pa moč se skriva v tebi, najdijo, ne, skratka, ena taka navdihujoče, pa v bistvu jaz ostajem tisto, kar začutim, no? In če ne bom čutila, nečesa ne bom šla delati. Tudi če imam kakšno naročilo, bo morala počakati, tako da bom jaz začutila. Ampak vedno imam ljudi takšne, ki to razumejo, no? Vedno mora priti nekako iz mene, iz navdiha. V roke. V roke, ja. Kakšni so občutki glede tvoje prodaje lastne umetnosti? Se je težko odločiti od del, ki si jih ustvarila? V bistvu ne, zato ker mi je fino, da ljudje začutijo moje delo, tako sem rekla, in meni da slika že med samim procesom ogromno. Se mi zdi, da takrat, ko jo imam, ko jo ustvarjam, da se v meni zgodi proces in da dobim takrat od slike. Sem pa želela to sliko tukaj nekako zadržati od danes tu, da ostane. Njo sem pa res želela, ne vem zakaj, da je tu. Nje pa ena kolegica, ki je tudi, rekla v narekovaj, kriva, da sem šla na to pot, ne, rekla, to si ti. Ne vem zakaj, kaj je videla v tem, ampak recimo, mogoče je, kot sem rekla, so deli menega slika. Ja, zagotovo. Kaj bi ti svetovala mladim umetnikom, ki še začenjajo svojo umetniško pot? Ali pa že v srednjih letih ljudem, ki se soočajo z izzivi in si skušajo mogoče tudi svoj čas zapolniti z umetniškim delom, kaj bi jim svetovala? V bistvu najprej se niti ne čutim tako neki, da bi jaz svetovala nekom nekaj, kako naj sledi. Kaj bi pa rekla, da je, če je klic v tebi, močan, potem sledi tebi. To se mi zdi, pa ne glede na to, kaj je. Ali te kliče, da kuhaš, da ustvarjaš ljudem, da kvačkaš, karkoli. Če je od znotraj pride, pa te to polni, pa veseli, pa ne glede na to, kaj je. Ustrajaj. Pa tudi, če padeš enkrat, ali pa ti nekaj ne uspe, ne odnehaj. Se vemo tisti izraz, dejansko razlika med mojstrom in vajencem je, da je mojster veliko več napak naredil. Samo to. In jaz se tudi čutim še vedno kot vajenec nekako, ne mojster. In se tudi moj strim, bom rekla. Hodim po poti, ustrajam, delam korak in to je pomembno. Da delaš korak in da hodiš naprej, da ne obtičiš v nekaj. Ali meniš, da lahko umetnost prispeva k družbenim spremembam? Kako, na kak način? Ja, v bistvu, Menjamo družbo? Ja. Dejansko ta šola, oziroma ta Milan Art Institut, ki sem ga zdaj zaključila, to izobraževanje, ima moto, Shine your art, change the world. Se pravi, da s svojim delom, s svojim slikanjem spreminjamo svet in da spreminjamo sobo po sobo. In če delaš, če ustvarjaš slike z namenom, da dvigujejo ljudi, da pritegnejo iz njih najboljše, kar je v njih, dejansko lahko spreminjaš. Če ena slika v tebi vzbudi nekaj lepega in ti s tem občutkom greš do nekoga in spet odpreš srce, bom rekla, ali pa neko lepoto v nekem drugem, kaj delamo? Širimo to lepoto naprej.
Ne? In se mi zdi to, s tem lahko spreminjamo. Ne? Pa ne samo mislim, s kakršnokoli, bom rekla, umetnostjo, ne samo slikami, ne? Lahko je to beseda pisana, ne? Lahko je glasba ima veliko moč. Ne? Skratka, cela umetnost je tista, ki premika svet, kajti v preteklosti, pa tudi še dan danes, ne? Kaj so delali agresori, koga so najbolj uničili, umetnike, umetnost so rušili pa požigali, ne? Zakaj? Zato, ker kultura je tista, ki vodi naprej, ne? Kultura je tista, ki premika. Zato ja, verjamem, da lahko umetnost premika svet. Hvala, Sabina. Res sem uživala v tej poti s tabo že kar nekaj let in hvala, da sem bila danes del zopet ene zgodbe. Vem, da bo minilo malo časa, ko bo spet kakšna kreacija ugledala luč svetlobo, tako da se že veselimo. Vedi pa, da te bomo spremljali na tvoji poti in podpirali, občudovali kot da si. Hvala nekaj tebi, da si se odzvala na povabilu, da smo imela tole pogovor pred vami. Hvala res vsakemu posebej, da ste danes tukaj, ker ste s tem tudi pokazali meni podporo, tako da res srčna hvala. Eni ste prišli iz Črnomlja, iz Škofje Loke, iz Ljubljane, tako da res hvala. Hvala knjižnici Brežice, Mateja, da ste mi omogočili, da sem danes tu. Sedaj pa da s vami res na ogled, ne? Da ne bomo samo klepetali.